Svobodna katoliška cerkev je bila v Sloveniji uradno registrirana leta 1984. Razvila se je iz svetovne cerkve, ki jo na angleškem govornem področju poznajo kot Liberal Catholic Church. Vendar je bila v svojem delovanju vedno samostojna in neodvisna. Pri nas se njeni člani zbirajo v Ljubljani in Celju, v bližnji prihodnosti pa bo cerkev zaživela še v Postojni in Radovljici. Če gledamo Svobodno katoliško cerkev, se je v polnem merilu rodila, torej bila ustanovljena leta 1916 in še takrat je bila pod imenom Starokatoliška cerkev, Old Catholic Church, in šele leta 1919 je spremenila ime v Svobodna katoliška cerkev. Potem, ko je nastala, je kar kaj kmalu prišla potem tudi do naše kraje, leta 1924 z Teozofskim društvom je to prišlo. Vedno je bila usmerjena, da bi nudi tistim, ki jim je to blizu, možnost izražanja svojih prepričanj, prisostvovanja na medobredju. In iz tega razloga nikoli ni bila zelo problematična, vsej v tem, da bi nekje želela postati zelo velika. Se srečujemo, se spoštujemo, se pozdravljamo na vsakoletnem srečanju na Uradu za verske skupnosti. Potreb in pa motivov po nekem večjem sodelovanju pa do sedaj še ni bilo. Amen. Tisto, recimo, kar je značilnost naše Svobodno katoliške cerkve, je po eni strani to, da edina dogma, ki jo imamo, je to, da nimamo dogem. Tako da smo v svojem, lahko rečem, razumevanju tako obreda, kot recimo Svetega pisma, v razumevanju smo popolnoma svobodni. Kar pomeni, da se razumevanje obreda in pa recimo Svetega pisma razlikuje od škofa do škofa, od duhovnika do duhovnika, od vernika do vernika. Nekateri razumejo obred, če govorimo o obredih, razumejo obred lahko kot resnično zakrament, kjer prejmemo skozi obred blagoslov, kjer prejmemo skozi obhajilo del Kristusovega telesa. Nekateri lahko to tako razumejo, nekateri pa lahko razumejo bolj na protestantski način, kot simbole. Nekateri vidijo v obredu bolj meditativni pristop, nekateri vidijo bolj magični pristop. Se pravi, imamo to svobodo, kako razumemo obred in kako razumemo našo, recimo, doktrino, ki je zelo splošna, tako kot je recimo pri drugih krščanskih verskih skupnostih. To pomeni, da verjamemo v trojstvo, da verjamemo v Marijo, da verjamemo v Jezusa kot Sina Boga. Prav tukaj neke stvari verjamemo, kako pa razumemo, je pa naša svoboda. Duhovniki in škofje so lahko poročeni ali ne. V osebne odločitve in način življenja posvečenih cerkev ne posega. Od leta 2000 so v duhovniški stan lahko posvečene tudi ženske. Duhovniki in škofje ne živijo od cerkve, ampak imajo svoje posvetne službe. Mi se nekje označujemo po eni strani kot ezoterična krščanska cerkev, po drugi strani kot gnostična krščanska cerkev. S tem pa gnostično razumemo pod pojmom kot izkustveno. Se pravi, gre za izkustvo Boga in na veri, ki prihaja iz takšnega izkustva. Se pravi, razumemo besedo vero v tem smislu, da človek ima nek notranji odnos do nevidnega, nek, lahko rečemo, emotivni in pa nek intuitivni uvid v to, kar rečemo božansko ali Bog. In iz takega notranjega spoznanja tudi jača naša vera, ki jo
izrekamo skozi vero izpoved. Zelo ločimo, kaj je vera in kaj je vero izpoved. Veroizpoved je za nas nekaj naučenega, kjer izrekamo to naše spoznanje na zelo splošen način. Imamo tudi inicijansko veroizpoved, ampak predvsem uporabljam en zelo splošno veroizpoved, kjer dejansko samo izgovorimo, da verjamemo v Boga, da je Bog luč, resnica in moč in da popolna pravičnost vlada človeštvo. To se mi zdi zelo pomembno, da kar človek seje, to tudi žanje. Čisto vsak v življenju je poklican. Pek je poklican zato, da peče kruh. Zdravilci, duhovniki smo poklicani zato, da pomagamo. Ampak vsak je enakovreden, je v svoji poklicanosti tudi blagoslovljen. In to je tisto, kar mi verjamemo in skozi kaj mi delujemo. Je za vas skupnost, vaše skupno življenje in tudi skupno prizadevanje pomemben element? Mnogokrat je tisto vprašanje vzadaj, kaj pa če? Kaj pa če samo flancam? Kaj pa če samo nekaj mutim? In takrat rabiš skupnost, da stopiš k njej, da ti pomagajo, da ti bodrijo, da ti dajo voljo, samozavest. In to je ogromno vredno, verjamite mi. S Tilijem, s našim škofom smo prijatelje, sodelujemo že leta in leta. In vemo, kako pomembno je druženje v neki skupnosti, ki je enako usmerjena. Ne enako misleča, enako usmerjena. Kjer ima vsak svojo misel, ki je enako veljavna, kot so misli drugi. V imenu, ki nad vsemi imeni, z močjo Očeta in Sina in Svetega Duha, izganjam vse vplive zla, da se ojačaš tako na telesu kot na duši. Kako vi doživljate zdravljenje? Doživljam kot pozitivno moč, dodatno moč, zaupanje vase, neko dodatno motivacijo, ki jo, bom rekel, verjetno jo različno čutimo. Jaz jo čutim tako zmotiviran, z lahkim srcem, z zaupanjem, z, bom rekel, sočutjem do sočloveka, do vsega živega. Hodim čez življenje in dobro se počutim in, bom rekel, brez nekega dodatnega strahu. Res, to ne bom rekel, da mi ni strah, ne, ker to, ne vem, če kdo obstaja takšen, ampak res z malo strahu hodim po svetu, z dobrim občutkom, z čisto vestjo. To je zame največji kapital. In sreča. Za srečo ne potrebuješ, meni se zdi sreča to, biti zadovoljen, biti srečen, ampak ne potrebujem za to brezpogojno sreča, ne zato, da imam hišo, pa avto, pa bazen v Portorožu. Mi ne pomeni to, sreča prihaja iz srca. In to mi daje ta naravna zakonitost, za katero sem izredno hvaležen. Vsej naši skupnosti, vsej naši cerkvi in vsemu vesoljstvu v univerzum in nazaj. Moje osebno mnenje je, da je to, kar se dogaja pri Maši, vidno na zunaj, samo del tega, kar se zares dogaja. Drugi del se dogaja v nevidnem svetu, ali kot temu pravi eden izmed naših prvih škofov, Charles Webster Leadbeater, na astralu, mentalu in tudi na višjih energetskih nivojih. Duhovnik celo Mašo sodeluje z različnimi angelskimi bitji, tako pri gradnji hrama, ko izolira cel prostor od energetskih vplivov od zunaj, do vzpostavitve določene atmosfere, višanja vibracije prostora in do same posvetitve, pri kateri sodeluje z zelo visoko razvitim angelskim bitjem, ki energetski del vode, vina in kruha spremeni oziroma izviša vibracijo na vibracijo samega Kristusa. In to vibracijo potem preko kruha in vina in vode vnesemo vase. Teoretično znanje člani skupnosti dopolnjujejo tudi v Teozofski knjižnici Alme Karlin. Na voljo jim je kar 6500 knjig.
teozofska knjižnica in bralnica Alme Karlin. Je bila ustanovljena zdaj dobro leto nazaj, ampak ustanovilo je teozofsko društvo Dživatma, ki je, tako kot je Svobodna katoliška cerkev, avtonomna v svojem delovanju. Je tudi teozofsko društvo avtonomno. Po svetu obstajajo mnogo društev, mnogo vej, pač tendenca ljudi je, da slej ko prej začnejo se razhajati in upamo, da se slej ko prej začnejo enkrat spet združevati skupaj, ne da postajajo enaki, ampak da se spoštujejo te različnosti. Tako je tudi teozofsko društvo našo, neodvisno, ampak se želimo vsemi tukaj pa malo bolj aktivno sodelujemo z drugimi društvi. No in tako, zakaj govorim o tem, zakaj teozofsko društvo je tisto iz vrst teozofskega društva, so takrat leta 1916 teozofi spoznali cerkev starokatoliško in torej ustanovni člani Svobodne katoliške cerkve so bili vsi teozofi. Vedno so bile to dve ločene organizacije, nikoli ni bilo to pogojevano eno ali dve in tudi v zgodovini teozofije v Sloveniji, ki je sigurno zdaj že več kot 100 let, če štejemo še neformalne, so bili vedno teozofi. Knjige z področji religije, filozofije in znanosti so osnova teozofskih preučevanj in bogata popotnica za vsakega iskrenega iskalca. Zato so člani teozofskega društva in Svobodne katoliške cerkve vedno pripravljeni vrata knjižnice odpreti vsem, ki po različnih poteh iščejo pot do izvorne resnice o našem bivanju. Življenjska pot Vesela Horvaja se je začela zapletati leta 2006, ko je zbolel za eno vrsto levkemije. Ker zdravljenje z uradnimi metodami, po njegovih besedah, ni obrodilo sadov, se je obrnil k bioenergetikom. Temu je sledil tudi preobrat v njegovem življenju in delu. Istočasno so odkrili, da imam dosti potencijala, da imam moči energetske in so mi pač dali izmeriti energijo. In se je ugotovilo, da imam veliko te moči in sem začel šolanje. Drugi semester, 3 leta je trajalo šole, diplomiral sem 2010 in sem se odločil profesionalno, da začnemo zdraviti ljudi z bioenergijo. Zdravljenje poteka tako, da zdravilec usmeri univerzalno ali božjo energijo v bolnega človeka, kar posledično okrepi imunski sistem, ki nato pomaga telesu, da se pozdravi samo. Najprej v začetku, kaj sem naredil? Ko smo z rokami okoli delali stranke, to je zelo pomembno pacienta. Torej, jaz sem prišel v auro, vsak človek ima auro, ta je pa 50 do 70 cm en ovoj okrog človeka, okoli, spredaj, od zadaj. Ta ovoj je zelo pomemben, to nas drži. Veste, brez te aure tudi mi hoditi ne moremo. Jaz lahko naredim, da auro razbijem, da človek pade takoj. Ste videli to, kako se je gospa premikala? Torej, ko enkrat to auro prebijemo, ko enkrat auro vzpostavimo, da je kakor jajce narejeno, takrat smo se šele dali pravo energijo za vsak organ. V svoji ordinaciji je zdravil različne ljudi iz vse Slovenije. Lahko vam samo tudi to odkrijem, da smo nekaj zdravnikov, tudi iz kliničnega centra, imeli tukaj na zdravljenju. Ob tem še dodaja, da so rezultati njegovega zdravljenja preverljivi tudi z metodami uradne medicine. Le sodelovanja je še vedno premalo.